Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Pogosto razmišljam, kako velik dar je človek po svoji izbranosti od Boga. Vsak človek je namreč posebej izbrano bitje in v Božjih očeh posebej ljubljen. Bog bi lahko ustvaril na tisoče drugih osebkov, pa vendar se je odločil zame in zate, pa tudi za mojega današnjega gosta v oddaji V družbi z Jezusom, spoštovanega župnika iz Šentilja pri Velenju, gospoda Andreja Mazeja. Lepo pozdravljeni, gospod Mazej, v naši družbi. Hvala lepa za vabilo, pa tudi, da pokažem malo svojo duhovniško pot, ki je že kar, ne morem verjeti, tako dolga, 46 let. Obenem pozdravljam tudi vse tiste, ki bodo to oddajo spremljali, gledali in poslušali. Želim tudi njim vse dobro. Naj vas za začetek vprašam najprej, kako vi razumevate in doživljate to vašo izbranost od Boga? Da ste od Boga posebej izbrani in poslani na ta svet, dvakrat izbrani, bom rekel, ne le najprej kot bitje, ki ga je Bog ustvaril za ta svet in potem za večnost, ampak po svojem duhovniškem posvečenju, ko je Bog na vas na poseben način položil svoj prst in vas posvetil za svojega duhovnika, za službo pri oltarju. Je to zanimivo vprašanje, ampak če gledam nazaj, se prav čutim nevrednega. Živel sem več v tistem okolju v Šoštanju, kjer nas je bilo veliko ministrantov, kjer so tudi kar nekaj se jih odločilo in so šli v semenišče. Res niso vsi ostali, ampak ob vsem nas je bilo v Šoštanju od leta 1970 do 1975 po vrsti 9 novomašnikov. 2 sta bila še potem tudi pozneje, tudi to. Po drugi strani pa ob neki jubileju me na svoj način nagovorilo krasitev v naši cerkvi. Sem že tudi parkrat povedal. Pri nas imamo v Šentilju kar izvrstne krasilce in nekoč so tisti ikebani, ki je bila pred oltarjem, ob lepih rožah, kot dopolnilo dali navadno njivsko preslico. Pa tako lepo so upadala, da je bilo neverjetno. Sem rekel, tudi slaba stvar na videz plevel, ko je postavljen na pravo mesto, zablesti. Tako zelo, bi rekel, izpolni. Ali pa ko smo se pogovarjali o vsem skupaj, ko se čutiš tako nebogljenega o vsem, kot je pokojni gospod Marjan Arhar nekoč v pogovoru rekel, veš, Bog te postavi tja, ker boš najmanj škode naredil. Tako da. Ste hoteli reči verjetno tudi, da je vsak človek veliko vreden, da svojo vrednost pravzaprav lahko izkaže šele takrat, ko ima dobre pogoje, da raste v nekih pravih okoliščinah za življenje, ne? Tako, ali pa tisto tudi bi rekel, ko večkrat slišimo to misel, smo pač orodje v Božjih rokah. Bog pa ne Bog uporabi tisto pa tako, kako sam odloči, bi rekel, nas uporabi tam, kjer smo. Vsakemu je pravzaprav nekako naprej določena, da tako rečem, čeprav ni te predestinacije, ne, naprejšnje določenosti, pa vendar Bog je vedel, kako bo potekala življenjska pot kateregakoli od nas. Vaša je bila posebna, živeli ste le z mamo, kaj ne? Ste nezakonski otrok. Ja. Kako ste doživljali to na nek način verjetno tudi zaznamovanost v tistem času, da ste bili nezakonski otrok? Tak, zgodnje otroštvo smo z mamo preživela kar nekaj ven iz Šoštanja v Lepi Njivi, kjer sem se tudi rodil. Potem mama je res bila garač. Recimo, tisto prvo njeno službo, ki se še spomnim,
je v kamnolomu kamenje tolkla pa drobila za šuder. Potem se še tudi spomnim dogodka, ko je en sosed prišel povedati, Micka, vem za tebe za službo. V šoštranski elektrarni, ki so pravzaprav takrat še gradili, so rabili snažilke. In je potem od tam, iz Lepe Njive, vsak dan, mislim, da okrog 2 leti, po zimi, poleti, v mrazu, v vročini, peš hodila v službo. To je bilo pa vsaj uro pa pol peš hoje. Potem smo z mamo dobila stanovanje v Šoštanu, pravzaprav v takem delavskem naselju, rekli smo v barakah, in pa je bilo že neprimerno lažje. In bilo je pa tudi to zelo pozitivno za mene, bi rekel, ker je bilo to naše stanovanje 300 metrov od župnijske cerkve. Teda sem potem kar malo začel tudi ministrirati in tako dalje. In sem bil počasi, kot se rekli, faruški maček. Ste kaj pogrešali v svojem življenju očeta v nekih tako občutljivih obdobjih, pa morda tudi še danes, ko ste starejši človek, ko greste proti, bi rekli, čez drugo polovico svoje življenjske poti? Mogoče čisto v otroških letih ne toliko. Ampak ko zdaj gledam na življenje nazaj, pa moram priznati, da se mi to kar marsičem pozna. Da ni bilo tisto prave, bi rekel, družinske idile, oče, mama, pa še kak bratje, pa sestre. Zato tudi večkrat tudi poudarjam, tudi v svojih, bi rekel, pogovorih, oznanjevanju, da ima pač družina, temeljna družina, tisti največji pomen za človekovo življenje. Vemo sicer, da danes se včasih vse sorte dogaja, pa razmišlja, pa kot da danes se lepo reče enostarševske družine, ampak mislim, da prej slej otroci to občutijo. Torej, vi ste na svoji koži občutili in občutite to, da je za zdravi razvoj, nekako, da človek odide v življenje, da je pokončen lahko v svojem življenju, potrebno, da sta oba starša prisotna. Absolutno. Pri vzgoji in sploh pri odraščanju, ne? Tako. Čeprav danes se reče, ja, pa če bi se ata pa mama kregala, pa tak naprej, res žal tudi do tega pride, ampak vedno gledamo idealno. Naj bo tisti ideal družine in v vsakem pogledu gledamo na to. Končno tudi v našem duhovniškem poklicu. Imaš tiste ideale, kako naj vse poteka, pa vse skupaj, kako bo najbolj prav. Kje ste se vi navduševali za vaš duhovniški poklic? Je to bilo že v ministrantskih letih, morda v vašem domačem župniku ali kako? No, vse to je pravzaprav zanimivo, ker mene, ko sem bil v osnovni šoli, tam, ko sem ministriral, pa me je kdo vprašal, kaj boš ti župnik? Sem rekel, vse drugo, samo župnik ne. Tako. Ampak pol pa že tam 7., 8. razred, pa smo že tudi, nekako se mi zdi, da je kar počasi šlo vse v tej smeri. Vem, da ko smo v 8. razredu pisali pri slovenščini šolsko nalogo, kaj boš postal, sem napisal, da bom duhovnik. Lepo, pogumno. Sem teba prav in vem, da je taka učiteljica, ki je bila res Zofija Vrhovec, res mama, je tudi tisti spis med najboljše ocenila, ampak zaradi tega pač ni mogla kaj več narediti. In tako, če že omenjamo to učiteljico, Vrhovčevo, pozneje, ko sem bil kaplan v Velenju, pa že prej, je že nekaj časa, ko je še učila, je iz Velenja vsako jutro peš prišla v Šoštan, bila pri maši, potem pa v šolo naprej. Pozneje pa tudi potem, ko je bila v pokoju, je pa kar vsako jutro prišla k maši k svetemu Martinu v Velenju. Čudovito.
Čudovit vzgled, ne? Res. Res. Čeprav je danes so razmere popolnoma drugačne, ko je demokracija in bi rekli verska svoboda, pa vendar je še čutiti včasih pri učiteljih, da si nekako jim je neprijetno. Morda pred učenci, ki jih srečujejo v cerkvi ali pred kom? No, pri nas v Šentilju, glede šole, če se recimo imamo 5-razredno osnovno šolo v Stari Gredo Velenje, kar moramo se tudi poudariti, imamo zelo lepo sodelovanje šolo. S šolo. Lepo. Teda, in ti otroci, kar po pouku prihajajo tudi k verouku, se z učiteljicami dogovorim tudi glede urnika, tako da pa če tudi včasih pride kakšna zamenjava, to se da vse dogovoriti. Lepo, lepo. Res. Ste vi že takrat razmišljali v osnovni šoli, da bo potrebno za gimnazijo kar veliko znanja spraviti skupaj, ne? Da boste izdelali in lahko doštudirali za gospoda? Isto gospod je tak. Ja, ampak, za šalo bolj. Ja. Imeli smo pa recimo, za gimnazijo spremne izpite. In to v Mariboru leta 1965. Vse, tudi takratni režim je semeniščanom šel kar precej na roko. Recimo, mi smo delali vsi takratni semeniščniki oziroma kandidati za semenišče izpite sprejemne na gimnaziji Tabor. Pol pa, ko je treba pa v gimnazijo, so me pa predstavili na prvo gimnazijo, da sem tam hodil. Teda tudi na gimnazijske leta imam lepe spomine in tudi še zdaj, ko se srečamo, recimo v obletnicah mature, pred 2 letoma smo imeli 50-letnico mature, v našem razredu smo bila 2 semeniščnika, eden je pa prav kar malo po tistem, ko smo imeli 50-letnico, tisti drugi, ki je bil v semenišču, tudi umrl. In sem iz Slovengradca in so me še klicali k pogrebu. Malo semenišče je bilo v frančiškanskem samostanu v Mariboru? Ja. In to... So bila to lepa leta, naporna? Ne, tako. Bilo je pa zanimivo, recimo takrat, v tistem drugem nadstropju frančiškanskega samostana. Jaz se rad rečem, da je tisti nadstropje polkalo po šivih. Če nas je bilo 84 semeniščnikov. Imeli smo odličnega ravnatelja, profesor Ivan Žličar, tak, zelo duhovit pa preprost človek. Potem pa ste imela tudi pomembno vlogo prefekt Franc Kramberger, poznejši škof, in pa Franc Zdolšek, ekonom. Kaj ste se vi naučili tudi do danes v vašem življenju, v delu z otroki, veroučenci in tako? Kaj je potrebno za uspešno vzgojo, da bi otroci zares prisluhnili, da bi sodelovali s svojim učiteljem, s pedagogom, vzgojiteljem? Kaj jim je potrebno dati? Kakšen odnos imeti do njih? Ja, tisto, mogoče včasih izpadem strok, ampak predvsem je treba tista domačnost, preprostost, iskrenost. Tega sem se pa jaz recimo še pozneje posebej naučil od našega prefekta, ki je bil v 4. letniku malega semenišča, gospod Lojze Kostanjšek. In smo do konca bila res velika prijatelja, veliko skupaj romala in eno drugo. In otroci, recimo, kjerkoli je bil na Ljubečni ali pa to, se ga spomnijo po njegovi vedrini, igrivosti in vse to. In jaz sem jih tako pritegnil, seveda jim je dal tudi duhovno plat, še kako. Ampak je bil en tak res čudovit, veder, odprt človek, ob družbi katerega je bilo vedno lepo in prijetno. To je neki dar tudi človeku samemu, ne? Kajti smo različni karakteri, ne? Nekdo je bolj zaprt, je bolj zamorjen morda, drug je bolj vesel, sproščen, odprt, ne? Tako da pravzaprav dosti krat človek tudi ne more iz svoje kože, ne? Pa še kak drži. Kako vi sami sebe doživljate ob ljudeh na župnijah, kjer ste delovali?
So radi sodelovali z vami, so vas imeli radi, so radi prihajali v cerkev? Je različno. Različno? Je različno. Včasih se je prijetno, včasih, ko je treba tudi kakšno pripombo dati, pa to. So bili včasih tudi različni odzivi, pa vse. Ampak, hvala Bogu, nasplošno moram reči, da kjerkoli sem bil, kot kaplan v Velenju, pri Svetem Martinu, potem 7 let, pa na Kozjanskem, Slivnica pri Celju, čudoviti kozjanski hribi, tako preprosti, vedri ljudje in smo res veliko sodelovali. In pa potem tudi na Kidičevem, kjer sem bil 5 let potem, in pa zdaj že 19. leto v Šentilju pri Velenju. Kaj vam iz tega pastoralnega dela nekako najbolj izstopa ali pa vam ostaja? Česa se najbolj radi spominjate, morda iz teh vaših izkušenj na pastoralnem področju? Najbolj, tisto, ko smo res z ljudmi, kar se da sodelovali, da so bili odprti, sprijemali vse to. Recimo, tudi pri bogoslužju sem vesel, da je zbor, pa krepek zbor. Ampak jaz se pa iz Šoštanja, z domače župnije, še posebej spomnim, da je imel poseben odmev, je imelo ljudsko petje, ko je res cela cerkev zapela. In sem se vse skozi in vedno za to še posebej tudi prizadeval. Za lepa bogoslužja. Ja. In to smo imeli v Šoštanju že, to pa res iz mladih nog, iz otroških, iz ministranskih let, ko so bile te slovesnosti, ko je res cerkev zadonela, iz vsega grla je bilo res posebno doživetje. Tako recimo, če se spomnimo, da je že od lanskega leta ni bilo, ko je to romanje na brezje, romanje bolnih in ostarelih. Ja. Za mene je v tem primeru en tak pika na i tega romanja, popoldne večernice litanije, ko cela cerkev prepeva. Ker imeli smo pa tudi duhovnike v Šoštanju, kaplane, Štefan Casar, ki je meni veliko pomenil, pa pomagal, pa potem tudi Alojz Božan, ki je bil pozneje tudi župnik, pa drugi, ki so se izredno prizadevali za ljudsko petje. To smo imeli pevskih vaje po maši, pa tako, še seveda ni bilo takih elektronskih, panojev in vse skupaj, da bi besedila, ampak plakate tiskali, pisali in tako dalje. Samo da je bilo besedilo. Ja. Ker je pač eno kitico še ljudje znajo, ko je pa več, je pa že problem. Ko sem omenil Štefana Casarja, to je pa duhovnik, ki je res na svoj način bdel nad mano v Šoštanju. On je prišel v Šoštanj 1961. leta in kot ministrant, pa tam sem bil pri njem, jaz imel pri njem drugi dom. To smo veliko pomagal, pa vse, tako da, kaj vse smo mi takrat urejali, delali in tako dalje. In tudi pozneje, potem iz Šoštanja je šel v Ljutomer, potem pa v Juršince in je bil tam župnik 39 let, smo bili stalno povezani. Casar, zato sem se tudi Casar je izbral za novomašnega Pridgarja in tudi za Srebrno mašo je še bil, je tudi nagovoril k njemu na dom, prek Murje v Bogojino. Sem pa tudi 10 let hodil na počitnice in to, ne da sem turista špilil, kot rečemo, ampak v času žetve, da sem ostarelim staršem pomagal pri delu v času žetve. Torej ste imeli na nek način nekega očetovskega človeka ob sebi? Res. En moški vzgled? Tako. Za vaš razvoj, za vašo rast, za vaše duhovništvo? Ne? To pa. Čudovito, ja? Ampak gospod Casar menda več ne živi, ne? Ne. 9. leta je umrl, 2009 v Juršincih. Ja, Bog mu da je mir. Ja. In naj mu poplača za to veliko plemenito delo, tudi v odnosu do vas. Gospod Mazej, kako pa se spominjate vaših bogoslovnih let v Ljubljani, v ljubljanskem
velikem semenišču. Lepa leta. Lepa leta. Jaz sem prišel v bogoslovje februarja 1971, ko sem prišel od vojakov. Mene so namreč takoj po gimnaziji poklicali k vojakom. Vem, da sem tisto leto 69 hotel na romanje v Lourdes, pa mi niso dali potnega lista. Letos greš k vojakom, da dobiš. Ampak, dobro. Teda pa smo tisto prvo leto smo malo flikali pa kombinirali, pa drugi pa tretji letnik sem pa potem redno študiral, tiste izpite nadoknadili. Potem, ampak to je bilo tisto doživetje. To so bila tista zlata bogoslovna leta. Ko nas je bilo v bogoslovju preko 200. V vseh letnikih prek 200 bogoslovcev. Preko 200 bogoslovcev. Pa seveda zato so leta 68 tudi en del predstavili v Maribor, ker ni bilo več prostora v Ljubljani. Torej tudi novomašnikov je bilo vsako leto veliko. Nas je bilo leta 1975 okrog 60. Tako da... Kakšno slovesnost so vam pripravili vaši domačini v Šoštanju, vaši domači župniji? Lepo je bilo. Zelo lepo. Tako da tisto novo mašo sem pa imel v Šoštanju leta 75, 6. julija. Ampak to je bila prva nova maša v šoštanski novi župnijski cerkvi. Stara župnijska cerkev, ki je bila tam v bližini tudi mojega doma pa vse. Je bila porušena? Ja, so je zaradi ugrezanja rudnika, zaradi rudnika izkopavanja so jo potem v začetku marca 1975 porušili. Se je sesedala? So bile razpoke in je tudi prav pretresljiva slika, ko so seveda, to je bilo tudi medijsko kar precej zanimivo. Jo minirali? Jo minirali in se je zakadilo. Ampak v tem času so pa že gradili tudi, leta 75 je bila že tudi zgrajena nova cerkev. Ja, tako. V grobem tudi nova cerkev. In kar je bilo tisto leto, ko sem bil že dijakon, ne bom pozabil velike noči, ker smo že obhajali vstajensko slovesnost nove cerkve. In to je bilo konec marca in na veliko soboto je sneg šel, da je bilo veselje. Snežilo, procesijo so hoteli imeti in smo po snegu gazili. Potem kupola, ki je na sredini cerkve, je bila še s polivinilom pokrita. Da pa je neko dole kapljalo in smo tam po odru skoraj slalom vozili med curki vode. Ampak bili smo pa tam. To so prav zanimiva doživetja. Vi ste imeli tudi kasneje na vaši duhovniški poti, kjer ste bili kot kaplan, kot župnik, tudi še izkušnje z gradnjo in obnovami, ne? Kar prilično. Kot kaplan sem veliko pomagal tudi pri Svetem Martinu, ker tu je bil gospod Kuk, odličen župnik. Pri Velenju? Ja, Svetem Martinu Velenju. In gospod Kuk je bil tudi tak, upal si trditi takšen drugi oče tudi, ker zelo smo se razumeli do konca, umrl leta 2012. In tudi sploh, ko sem prišel spet nazaj v bližino Velenja, je bilo najno sodelovanje zelo lepo naprej. In tam sem tudi bili, smo marsikaj delali. Potem sem bil na Kozjanskem, Slivnica pri Celju, od 83 pa do 1997. Tam je bila župnijska cerkev, pa 4 podružnice. In ko mi je škof Kramberg rekel, da naj grem na Slivnico, mi je rekel tudi, da bo treba pri Svetem Urbanu v dolini, ker je nastajal center, zgraditi nov tudi pastoralni dom. In sem tisto pač počasi pripravljal ljudi na to vse skupaj. Ampak pa so bile vse sorte mahinacije, bom kar tako rekel. Tako da hišo smo postavili pod streho,
Veste, ampak je bilo preveč vsega in sem zaprosil za premestitev. Pa smo tudi druge podružnice obnavljali, ker se pravim, tam so bile 4 podružnice. Sveti Janez, Krstnik, potem Sveti Urban, Sveta Helena, pa Sveti Miklavž. Pa Sveti Miklavž. Ste se tukaj v Slivnici pri Celju, Gorica pri Slivnici, pravzaprav kaj družili tudi s pokojnim profesorjem doktorjem Rafkom Vodebom? Hvala za vprašanje. To je pa res spet en tak čudovit sobrat, ki je v tistem času, ko sem prišel na Slivnico, že bival v tistem mlinu. Turno. V Turnu 13, ja. Ja. In tam si je lepo tisti mlin uredil, si je v zgornjem delu postavil kapelo zastonjske božje ljubezni. Sprva je bil sicer bolj tako kulturni delavec, kot rečemo. Poznamo njegovo zgodbo. Pozneje pa, ko je šel na romanje Perele Mondial v Francijo, zanimivo, da mi je to povedal. Tis mi je prej povedal, grem na romanje za simultanega prevajalca. In od tam je prišel pa čisto. Se ga je krepko božja milost dotaknila. No, iz njegovega pričevanja je tudi znano, da se je srečal z gospodom Opetnikom nekje na Koroškem. V tistem pogovoru s tem gospodom je dejal, da se je tudi njegovo duhovniško življenje popolnoma spremenilo in je začel drugače maševati, drugače doživljati svoj duhovniški poklic. Absolutno. Vem, in hvala Bogu smo potem res lepo sodelovala. Vem, recimo leta 1993, ko je mama, ki je bila pol pri meni na Slivnici, so ji bili že dnevi šteti, takrat tisto veliko noč mi je pač on pomagal. Bile so gospe, ki so mami stregle, da sem jaz lahko bil tudi v cerkvi, da smo upravili, ampak da je vse obrede vodil Rafko Vodeb. Lepo. On je bil tudi znani egzorcist, uradni izganjalec hudega duha v mariborski nadškofiji. Vas je kdaj povabil tudi na kakšno tako izkušnjo? Ste kdaj doživeli z njim kaj takega? Ravno ne, ker tiste je že bilo toliko vsega, da je že bilo, tiste mlino je bilo že pretesno vse skupaj. Ker vem, je pa veliko sodelovala dr. Terezija Prebil, ki je bila v Šentjurju zdravnica in tudi tisti mlin sedaj tisto oskrbujejo pa to, tale hagioterapija. Tako da sta se s to zdravnico dopolnjevala verjetno, ne? Ja. On, ki se je ukvarjal z duhovi in gospa, ki na drug način delovala tako. Za človekovo zdravje in osvoboditev, ne? Ja, čudovito. Tako ste potem iz Slivnice pri Celju odpotovali kam? Na Kidričevo. Na Kidričevo leta 1997. Ja? Vas je kaj motilo to ime kraja Kidričevo, kajti to je bil nekoč Šterntal, ne? Ali pa Zvezdni dol. Po Sloveniji Zvezdni dol, ja. Zvezdni dol. Vse takrat so precej tudi govorili, ker to je bilo že pač v tem novem sistemu, bi rekel, ampak se nikaj dosti, bi rekel, v tem prijelo to. Ampak, veste, če gremo pa na Kidričevo, tam je gospod Obran gradil cerkev, prej je bil župnik Štefan Antolin, ampak Obran so pa našli prostor, tam dejansko malo izven naselja, preko proge, ampak končno je pa to bilo spet na pravem mestu. Čeprav so nekje prej imeli tam v naselju eno tako določeno izbrano parcelo, ampak pa so bile razne, bi rekel, mahinacije, kako naj rečem. Pa so pa ta prostor dobili, so ne ljudje darovali cerkvi in so tam zgradili cerkev, načrte je delal Franc Kvaternik. To je ob nemškem pokopališču, ne? Ja, tam ob nemškem pokopališču, ker je tudi tista kapelica na pokopališču je sprva služila kot cerkev.
Zanimivo je tudi to. Recimo, dan do leta 1968 je bil na Hajdini župnik Štefan Škafar. Sila delaven, gospodaren in tako naprej. On je tam tudi začel z veroukom, pa vse sorte je z raznimi tehničnimi pripomočki, da so filme gledali ali pa projekcije in tako. In se je tako trudil pa garal, da se je izgaral, da je potem zadnja leta bil moj župljan, da je pustil duhovniško službo. Ampak smo se odlično razumeli. To je bila župnija, pravzaprav, ki je bila v razvoju na nek način, ne? Ja. Bolj nova župnija, bi rekli, ne? Kidričevo. Kidričevo. Kidričevo župnija je bila ustanovljena leta 1973. No veš, jaz vem, ko sem bil še v Bogoslovju, da se je govorilo, da bodo ustanovili župnijo v Kidričevem. Ker včasih je bilo pa tako, tista cesta, ki pelje skozi Kidričevo, desna stran je bila pod Lovrenc, leva stran pod Hajdino. In potem je gospod Obran začel cerkev graditi tam in potem se je počasi začela ustanavljati skupnost. Kako vas je kaj zaznamoval ta posebej posvečeni kraj s tolikimi mučenci? Tam je bilo namreč šterntalsko znamenito taborišče, kjer so bili mučeni zelo, zelo številni. Ja. No, tisto še vedno ljudje pravijo taborišče, tisti del tam za tovarno proti Apačam. Je še. In potem vem, da smo imeli v tistem času tudi, se spomnim, in tako je bila kar mednarodna spominska slovesnost, so prišli tudi Hrvati, pa še drugi. Kanoni Zdolšek je marševal, in pa tudi tile od Slovenske zaveze, pa tako je bilo kar tako lepo srečanje. In takrat, kot zanimivost, sem jaz videl tam enega možakarja. Zdenko Zavadlav, je znano ime. Ja. On je bil recimo po vojni eden tistih, ki so jih kar vodilnih, rekel, knojevcev, kako ne rečem. Pa sem pa ugotovil, da je bil moj sosed iz Šoštanja. Celo tako. Ampak potem na Kidričevem smo se pa srečala. Ker sem ga po slikah spoznal, sem ga tudi potem povprašal in smo se pogovorila in smo se pogovarjala in smo bila oba zelo vesela tega najnega srečanja. In mi je potem vse do leta 2007, ko je umrl, za praznike redno pisal. Je pa tudi umrl spravljen z Bogom. Lepo. Verjetno ste, gospod Mazej, tudi ponosni na to, da ko ste se poslovili iz Kidričevega, je ta župnija še zmeraj ostala zelo živa do danes, ko tam deluje zelo karizmatični duhovnik, monsignor Anton Pačnik, ne? Moj rojak iz Šoštana, smo dva ministranta skupaj. Celo vaš rojak. Ja. Oziroma pozneje, ker prej so bili pa v Razborju nad Slovengradcem. No, potem ste vi odšli še nekam drugam, ne iz Kidričevega? Po 5 letih pa v Šentilj pri Velenju. In tam ste še danes? Danes sem že 19 let. Pravim tudi, da sem tukaj v Šentilju najdaljšo dobo v življenju. Nikjer nisem bil toliko časa. Poleg duhovne prenove tudi obnavljanje cerkvene stavbe? Ja, župnija, bi rekel, cerkev je koliko toliko urejena. Bo še potrebno marsikaj. So prej tiste najbolj kritične stvari, že predniki, zlasti gospod Škrinjar, pa to. Smo nekatere stvari znotraj tudi novo spovednico postavili, pa tako naprej. Potem bodo obnoviti tudi freske. Pa ko že omenjate to našo šentiljsko župnijo, smo pa leta 2011 obhajali 750-letnico omembe šentiljske cerkve. Imamo tudi lepo fotografijo z tistega dogodka, ne? Ja. Ko ste imeli na obisku škofa. Lipovška, ja. Teda letos je že 760 let. In
res, to so bili dogodki, praznovanja, ki so kar precej nas dvignila. Posebej lepe so recimo tudi, pa kjerkoli je bilo, bodi si Slivnica, bodi si Kidričevo, ali tukaj Šentilj pri Velenju, tudi slovesnosti prvega obhajila, tudi Birme in drugo, tako da take slovesnosti kolikor toliko ljudi povežejo. Samo včasih je zaskrbljujoče, ker potem zlasti po Birmi pa mnogi mislijo, da ni treba več priti blizu. Se vam zdi, da je to prednost, da ste toliko let ostali na tej župniji? Da sem že 19 let. To so pa spet, bi rekel, različna mnenja. Ker po vašem občutku, je to dobro za pastoralo, za duše ljudi, da duhovnik ostane toliko časa v njihovi sredi, ali je bolje, da se v krajšem času izmenjajo in pride kdo drug? Tudi je pravzaprav različno. Ker ko je človek starejši, je tudi selitev malo težja. Je težja, ne? Ja. Tako reči, hudomušno staro omaro ni pametno predstavljati, ki se rasuje. Ampak, no, ker recimo tukaj v Šentilju moja dva prednika, Jože Škrinjar pa Jože Kužnik, sem že jaz vse skupaj dalj časa, ko sta bila oba skupaj. Smo pa leta 2017 se spominjali predhodnika gospoda dekana Jurija Lebiča, ki je bil že pred vojno, pa potem med vojno je sicer izseljen, pa je bil še do leta 1967 v Šentilju. In ko je šel 20. novembra zvečer v cerkev pa zvoniti, ga ni bilo iz cerkve, ker je tam v cerkvi umrl. In tistega imajo, vem, da imajo ljudje še vedno v najlepšem spominu. Lepo. In smo se spominjali 2017, 50-letnice smrti, in sem povabil za tisto priložnost, bom rekel, njegovega soseda v doma, nadškofa Cviklna, ker sta tam soseda iz župnije Nova Cerkev. In bila res tudi ena taka lepa spominska slovesnost. Ljudje so pripravili tudi razstavo, nekaj slik pa vsega tega. In tako bi lahko omenil eno tako zanimiv dogodek. Ko sem bil še ministrant, je pa imel krst v Šoštanju gospod Lebič. Jaz sem pa ministriral. In ob tej obletnici, 50-letnici smrti, smo tudi povečali sliko, ko sta dva šentiljska župnika skupaj na slike. Gospod Lebič, ki je krščeval, pa je mlad ministrant, star 14 let. Ja. Lepo. Lepo. Gospod Mazej, 46 let duhovništva praznujete letos, pomeni, čez 4 leta boste imeli zlatomašni jubilej, praznovali ste srebrno mašo. Kaj bi lahko rekli, kaj je za vas največji uspeh v vašem duhovniškem poslanstvu v teh letih? Na kaj ste najbolj ponosni, da tako rečem, zdravo ponosni seveda? Ja. Zanimivo vprašanje. Tisto povsod je kakorkoli sem se trudil, da sem tako povezan z ljudmi. Nisem tak tip, da bi nekega gospoda špilil, kot rečemo hudomušno, ampak da smo res povezani, odprti bili za njim. Da skupaj gradimo. Saj vedno ne uspeva, ampak gre. In tisto, kdaj so leta minila, tudi ne vem. Je pa ob tem en zanimiv dogodek. Leta 1962 leta smo v Šoštanju obhajali 30-letnico mašništva gospoda Stanka Trubina, ki je bil dolga leta po vojni župnik v Čadramu v Plotnici. Pa sem kot ministrant 12-leten razmišljal, 30 let je že duhovnik. Takrat so bili redki, da do zlate maše pa kaj niti nisem pomišljal.
zdaj pa že se sam nekako že skoraj spogledujem s tem jubilejem. Ja, lepo. Zgleda, da tudi vaši kolegi, duhovniki v vašem duhovniškem zboru, kjer ste delovali toliko let, so vas videli nekaj posebnega, saj so vas imenovali tudi menda za en mandat na mesto prodekana. Ja, v vaši dekaniji. V dekaniji Šmarje pri Jelšah. Kakšna služba je bila to? Dekanov namestnik. Dekanov namestnik. Dekanov namestnik je to bilo pač. To je tak. Včasih smo hudomušno rekli, da smo lahko ga malo podražili, da je prodekan. Ja. Pa so hudomušno rekli celo protidekan. Ja. Pa ni pa take nevarnosti. Veste, ko razmišljam o papežu Janezu Pavlu II, se spomnim, ko je prišel v Slovenijo s kakšnimi besedami, ne? Da je prišel posebej izbrano, posvečeno domovino, bi rekli, posejano s cerkvicami, kapelicami in tako naprej, božjimi znamenji. Ja. Tudi vam ta znamenja veliko pomenijo. Sami ste se tudi zelo angažirali za obnovitev križev, ne? Ali kako? Ja, recimo, to še posebej je bilo to na Slivnici in so res že tako, da je bilo tam zunanje strani prezbiterja pri vseh cerkvah tudi križ. In so jih obnavljali, pa na domovih so jih marsikje postavili in potem je bilo zopet takšno lepo, prijetno srečanje, ko so bili blagoslovi teh križev. Res je bilo lepo. In na Slivnici je bilo kar nekaj, pa še kapelje recimo, pa to. No, vse tudi, če pa gledam Šentilj, je pa neverjetno dosti kapel. Prav kapel in tudi obnavljajo. Kar malo prvo leto, drugo, vem, da so tam sred vasi, oziroma tam zraven med šolo in kulturnim domom je na kapela, ki so ravno takrat obnovili tudi in smo imeli eno lepo slovesnost. Nedeljske večernice, bi rekel, blagoslov tiste kapele. Lepo. Verjetno je to, ta znamenja so v nekih krajih, kjer je morda cerkvena stavba oddaljena, izjemnega pomena, ne? Saj vsak dan pravzaprav ljudi velikokrat lahko spomnijo, ko gredo mimo tega znamenja, na Boga, skrbijo za ta znamenja, ne? Drži to. In sicer kar pri mnogih kapelah, ki so, ko sem rekel, jih je kar nekaj, v naši župniji, velikokrat so rože, pa tudi sveče gorijo. Tako da je to eno tako res pomembno znamenje in znamenje vernosti. Znamenje vernosti, ne? Samo včasih malo hudomušno rečem tudi tako, ko je toliko cerkva, pa vse. Ali so te cerkve znamenje nekdanje vernosti, ali naj bodo tudi znamenje sedanjega časa, sedanje vernosti, da bomo tudi za te cerkve vedno in povsod poskrbeli. Da ne bo to neka tradicija, ampak nekaj živega, ne? Ja. Osebna vera tistih, ki skrbijo za ta znamenja in cerkvene stavbe, ne? Vaša posebna ljubezen so tudi romanja. Naj povem našim gledalkam in gledalcem, da sva se prvič srečala pred morda 25 leti na romanju v Lurdu. Res je. Ne? Res je. Kje vse ste pravzaprav bili, kaj vse ste obredli po svetu, katere romarske kraje? No, nekaj jih je bilo, pa če s kom drugim primerjem, še ni bilo preveč. Recimo, v Lurdu sem bil 4-krat. Potem... Kaj vas je vleklo v Lourdes, da ste 4-krat obiskali to svetišče? Ker ko človek Lourdes obišče, še ga hoče obiskati. Je že to, ker je to milostni kraj. Ga še hoče. Ja. Potem en takšno doživetje je bilo tudi romanje v Sveto deželo. Ja. V Sveto deželo smo bili kot novomašniki takrat s profesor Krašovcem. Potem sem bil po 20 letih zopet. Ta fotografija, ki jo sedaj kažemo našim gledalcem na ekranu, je zgoraj Tabor, kaj ne? Ja, zgoraj Tabor, ja. In takrat smo bili pa bolj, nas je bilo kar veliko takrat romarjev 96. leta, to je bilo 76, ker sta pa vodila Jurij Bizjak, sedanji koprski škof, in pa Peter Lavrih.
Strokovnjak za Sveto pismo. Ja. In boljšega verjetno ni med vodiči, ne? No, Peter Lavrih je tako doma v Sveti deželi. Ja. In potem, tako da to so bila seveda obiskati svete kraje, doživljati. Kar pa jaz marsikdaj tudi z teh romanj doživljam, pa kako se ljudje med sabo povežemo. In je pravzaprav ostane veliko teh prijateljstev. Še potem skozi celo življenje, ne? Ja. Z marsikom so še vedno veze, pa se še dopisujemo, pa se kličemo, pa še obiščemo, pa tako naprej. Kot srebrnomašniki smo bili pa leta 2000 na Poljskem. V Čenstohovi? Ja, je pa naš sošolec Lojze Oberstar, ki je rektor bogoslovja v Varšavi. In nas je on povabil takrat v Varšavo. Seveda potem smo se še tako mimo Čenstohovi pelamo, da ne bi se tam ustavili, pa vse nemogoče. Vem, da smo takrat, mislim, da je bilo 15. junija leta 2000 v varšavski stolnici so maševali z varšavskimi srebrnomašniki in nas je bilo duhovnikov kar nekaj čez 60. So maševanje pa vodil kardinal Glemp. Pa smo bili potem tudi, seveda, Krakov smo si kar lepo ogledali. Obiskali sestro Faustino Kovalsko. Ja, seveda. Novo krakovsko cerkev, ne? Ja, se tudi z tam. njenimi relikvijami. Lagvenik. Ja. Ja. Potem recimo, tako da to so tiste že kar standardne točke, ko jih tam okrog obiščemo in poromamo in se ogledamo. Tudi Auschwitz, tudi recimo kot zanimivost Rudnik soli Velička. Krasno. In tako. Ja. Kaj pa Asizi? Aha, enkrat sem pa bil v Asizijo. Leta 1990 smo bili v Rimu, pa smo se nazaj vračali skozi Asizi. In tisto smo pa tudi posebej vesel, ker smo ravno na god svetega Andreja maševali prav pri grobu svetega Frančiška in sem tisto maševanje že tudi vodil. Lepo. Letos 24. in 25. junija, torej drugi mesec, bo v Medžugorju 40 let Marijinih prikazovanjstev. Obiskali tudi Medžugorje? Ja, sem bil, mislim, da vsaj 4-krat. Prvič smo bili sami duhovniki z 2 avtomobiloma, pa sem pa tudi imel tudi, da sem vodil romanja, kot duhovni vodja za Ritursom, pa vse, tako da bil sem vsaj 4-krat. Kaj razmišljate ob tej 40. obletnici teh posebnih, fenomenalnih dogodkov v Zahodni Hercegovini, o njihovem odmevu na katoliško cerkev in v svet pravzaprav? Je to enkratno, bi rekel vse, ker recimo ti me dajo misliti, to je rekel sveti Janez Pavel II. Če ne bi bil papež, bi bil najraje spovednik v Medžugorju. Nisem da nekaj takega rekel. Ja. Bom pa tudi povedal, ker za mene je bilo vsako roman je lepo, brez dvoma, nimamo kaj. Da bi katerega omalovaževal ali pa kaj. Ampak ko sem bil zadnjokrat na romanju, mi je ostajal nepozabno spominu, ko sem spovedoval. Tako vse vemo, kako je tam, daš liste gor slovensko in se kar vrstili tako lepih spovedi, ko sem jih takrat doživel, je bilo edinstveno. Je to neka posebna milost v tem kraju? Je. Kajti verjetno se Absolutno. Ljudje res povsod ne odpremo tako zelo svoje duše pred Božjim namestnikom na zemlji, duhovnikom v spovednici, kot na tako milostnem kraju. Tako, res je. Je neka posebna priprošnja tudi? Je. Recimo, dvakrat sem bil tudi na Križevcu gor, da pa malo so že težave s kolki, imam že oba kolka zamenjana.
da se nisem podajal gor, pa smo pa recimo tudi križal pot, kar tam okolici cerkve, ko imaš tudi, ker so kar lepe podobe križevega pota, pa tako da smo da sem potem tam smo opravili pobožnost križevega pota, tisti, ki niso šli na križevac, pa to, pa vse skupaj je doživetje. Vam je bilo kdaj na vaši duhovniški poti žal, da ste postali duhovnik? Ste kdaj razmišljali, da bi bilo bolje, da bi opravljali kakšen drug poklic ali ne vem, morda v kakih trenutkih neke osebne stiske ali česa takega? Ste pomislili kdaj na to? Pridejo tudi duhovniki? Bo rekel, mogoče pomislil sem. Ampak da bi ne vem kako s tem, pa niti ne. Ne. Saj, posod je lepo, je sreča, je pa tudi, posod je pa tudi treba spet križ. In ko znaš križ sprejet, postane vse lepše. No, vaša obljuba pravzaprav vam, izbrancem Božjim, Jezusova, je, da tisti, ki bo zapustil očeta in mater, hiše in njive in ne vem kaj vse, bo 100-kratno prejel že na tem svetu in potem večno življenje v nebesih. Kako vi doživljate to Božjo skrb za vas, duhovnika? Vendarle je drugače biti duhovnik kot nek verni laik. Mi moramo poskrbeti tudi za materialno preživetje, moramo delati za to mnogi fizično na zemlji in tako, da preživijo. Medtem ko duhovnik pa služi oltarju, je tukaj za občestvo, opravlja daritev za vse ljudi, za njihovo zveličanje in tako je posrednik med Bogom in človekom. Kako vi doživljate to Božjo skrb za vas kot posebnega izbranca pri Božji mizi? No, mogoče se je to na svoj način pokazalo v lanskem pa letošnjem letu, ko je ta ljuba korona oziroma COVID, ko smo bili nekako izolirani pa vse. In sem bil kar presenečen tako, kako so ljudje tudi materialno in drugače tudi za duhovnika poskrbeli. Tako da tisto je vedno tako, da duhovnik, mislim, da ne more nikoli reči, da bi živel v res nekem pomanjkanju pa to. Ste videli v tem Božjo roko, ki skrbi za vas, seveda, ne? Seveda. Tako da to gre. Se da preživeti. Ker je pa spet tak, čisto tako, ko pa človek bi začel materialno razmišljati, je pa sploh razočaran. Ko se pripusti temu, bi rekel, svojemu poslanstvu, pa vse je tudi za drugo preskrbljeno. Vse je lepo pravi tista Jezusova primera. Ne bodite v skrbeh za svoje življenje. Poglejte lilije na polju, pa vse, pa ptice, kako se preživljajo, pa vendar ptice nič ne sejo, pa ne žanijo, pa vendar jih Bog živi. Koliko več ste vredni vi kot one, ne? Ja, tako. Tako. Če smem še malo globlje zastaviti vprašanje v vaše intimno življenje z Bogom, kako vzdržujete ta osebni odnos z živim Bogom, da vztrajate na tej duhovniški poti kljub raznim preizkušnjam, ki pridejo v življenju, in duhovniki ste še posebej na tapeti, da tako rečem, ne? Od hudobnega duha, ne? Kajti vi ste res Božji maziljenci in na vas hudobni duh še posebej preži, ne? Da bi pastirja vrgel v stečajev, da tako rečem, ne? Da bi se razkropile njegove ovce. Ja, tu se tudi za molitev, bodisi breviarja, rožni venec, branje duhovne literature, maševanje, to je višek tega duhovniškega poslanstva. In to je pravzaprav tisto. O tem sem se spomnil pokojnega, ko sem ga že omenil, Štefana Škafarja na Hedini. Iz Kidričevega Hedine. Ja. Smo se tako veliko prijateljsko pogovarjala. Sem mu kar rekel, Štefan,
smo se tikali, pa vse, čeprav bi bil veliko starejši. Sem rekel, veš, jaz mislim, da je tebe neslo to, ker si bil preveč zagnan za tiste zunanje dela, pa vse skupaj, pa ni bilo časa za duhovnost. Je rekel, imaš prav. Ker če ni tukaj tiste duhovnosti, pa duhovne podlage, Osebnega stika z Bogom? ja, osebnega stika z Bogom, potem prej ali slej vse zvodeni. Ker je res samo še neka šablona, ali kak ne rečem, kulisa. Recimo, ob tem, da se počasi pripravljamo na prvo obhajilo in sem vsaj prvo obhajance skušal nekako uvajati, da bi hodili k maši, pa da bi tudi sodelovali, čeprav ni enostavno. Ampak mi že par let uspeva v mesecu maju, ko so šmarnice, da prvo obhajanci prihajajo malo prej, ne zadnjo minuto k maši, da jih povabim, da vsaj 10 rožne vence zmolijo, vsak posebej. In s kakim navdušenjem. To so 3. razred, ampak že kar iz prvega razreda nekateri, ki tudi pridajo, a že res tudi molim. Hvala Bogu. Lepo. Res, to pa vsaj na rožnih vencih jih je treba malo uvajati in navajati. Tu pa, da se ravno ne spomnim, ko je tale blaženi Karlo Acutis, ta mladi, ta sploh poudarja pomen molitve rožnega venca, pa svete Euharistije, pa vse to. Pa 14-letni fant. Morda kdaj razmišljate tudi o tem, da boste v nekem svojem času se srečali na 4 oči z živim Bogom in da boste takrat na poseben način tudi izkusili, kaj je pomenilo biti posvečena oseba, srednik med Bogom in človekom na nek način, duhovnik, ki na njegove besede pri vsaki sveti mašni daritvi pride živi Jezus Kristus na oltar s svojim poveličanim telesom, svojo božanskostjo, ga prikliče tako rekoč v to hostijo, ki jo posveti duhovnik. Ne? Kako bo izgledalo to vaše srečanje z Bogom takrat? Se vam zdi, da je to vaše maševanje zares predano, poglobljeno, da ni to rutina, kar se človeku lahko velikokrat zgodi, ne? Tudi to je res, ja. Ja, pravzaprav se tega vedno bolj zavedam. Vedno bolj. Včasih pride res rutina, pa eno pa drugo, ampak res, kak da se kot tako pravzaprav slaboten človek pa vse, pa da imaš tako duhovno moč in tako, to je prav neverjeten Božji dar. Ja, gospod Andrej Mazej, zelo sem vesel, da ste bili naš gost. Še bi lahko kramljala, sedaj so taki časi zelo nevarni tudi za ljudi, tudi za duše, ne? Kajti tako razburkanega časa verjetno človeštvo še ni preživljalo, kot je današnji. Ne? Kako vi sami osebno doživljate to korona krizo? Kaj razmišljate o vsem tem, kar se dogaja doma, v Evropi, po svetu? Tako številni ljudje nenadoma zapuščajo ta svet, mnogi morda tudi nepripravljeni. Vidimo, da se dogajajo tudi smrti, potem ko so se ljudje cepili in kmalu po tistem tudi mladi ljudje nenadoma zapustili ta svet. Ja, je res neverjeten čas, pa vse skupaj. Ampak ob vsem skupaj pa tudi ta cepiva pa vse. Ne bom rekel, da so absolutno ampak vsaj svet, ali pa tisti dobronamerni svet, se trudi, da bi tudi preko teh cepiv seveda se vse skupaj izboljševalo. Ker to je, ponavadi so tudi cepiva rada svoj čas, da so
nekako se ustalila, kako ne rečem, preizkusila, ja, da so se preizkusila. Ampak je pa, kar so tudi ta cepiva, se stanje izboljšuje. Sicer bomo še videli v prihodnje, kakšni bodo rezultati vsega tega, ne? Ja. Gotovo pa bo to pustilo velike posledice, sledove tudi na duhovnem življenju ljudi, ne? To je pa tisto, bi rekel, ker meni je prijatelj rekel, sosednji duhovnik, moj predprednik je uverjeni duhovni pomočnik, gospod Škrinjar, da se bo videlo, koliko bo tistih zvestih kristijanov ostalo. Ker jaz recimo v tem času, sploh prvem valu te pandemije, tiste je bilo najbolj resno. Poznaje pa potem v jesenskem delu pa naprej, vsaj ob nedeljah, premaš nisem imel nikoli sam. Vsaj veliko ključarja so prišli, pa še en, pa drugi. Seveda, pojte vsak svoj kot cerkve, pa že to zavez, da nisi sam. Sicer pa mi kristijani pravzaprav sploh ne bi smeli nikoli preveč tragično gledati na stvari, ne? Kajti vse je v Božjih rokah, če Bog nekaj dopušča, bo gotovo to obrnil tudi v dobro, ne? Čeprav nam izgleda ali pa izpade lahko slabo, pa vendar brez Božje dopustitve se nič ne zgodi, ne? To lepo opisuje, sem ravno da je bral eno knjigo, Biserni spomin, ki je napisal biseromašnik lanskoletni gospod Alfons Grojzdek. Tako. Lepo. Užitko sem jo v enem dnevu sem jo dal skozi. Izjemno pričevanje je imel tudi tukaj v našem studiu, gospod Grojzdek. No. Poznam tudi to njegovo delo, nam ga je poslal in tukaj v živo pričeval o svojem življenju. Nekaj posebnega. Ga občuduješ? Ja? Ja. Mi občudujemo vas, v vaši življenjski zgodbi, ki ste nam jo predstavili v tej kratki urici, gospod Andrej Mazej. Res smo vam hvaležni, da ste bili pripravljeni priti in tako iskreno spregovoriti z nami za naše gledalke, gledalce. Prepričan sem, da bo še tudi v prihodnje kdaj priložnost, da pridete na naš program. Zatokrat pa res najlepša hvala. Ostanite zdravi in še naprej tako pokončni, vesel kristjan in pričevalec v Gospodovem vinogradu. Hvala lepa. Hvala lepa za vabilo, pa za ta čas, ki sem ga rekel, da sem imel tudi nekaj javnosti povedati. Tak sem. Lepo. Preprosto. Hvala vam in nasvidenje. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste naj poslušali.